Društvo uroloških bolnikov je pri nas oralo konkretno ledino na področju urologije, skrbi za bolnike. Opozarjali ste na kadrovske izzive, na sistemske vrzeli. Zato me zanima, kakšna je danes po vaši oceni inventura opravljenega dela in kateri ključni izzivi ostajajo na prednostnem seznamu. Ja, pravzaprav isti, ne. Raka je pravzaprav vedno več, ker se ljudje starajo in seveda nekako se življenje moškega zaključuje z rakom, ne zaradi raka, ampak z rakom. In mnogo med njimi takih, ki jih je treba obravnavati na različne načine, ki jih urologija pozna. In recimo, da je ta resnica ali pa to opozorilo bolj v ospredju, a vendar se moški še zmeraj ne zavedajo. Ta karakter je malo čuden, da bi moški spregovorili o svojih težavah, ki so vezane recimo ali na inkontinenco ali pa erektilna disfunkcija, je pravzaprav neka tabu tema, ki je ne želijo. Drugače sadovi se kažejo po tem, ne da se jih prisvajalo društvo, vendar se je Slovenija odločila, da bo delala presejalni program, ta Peter. To ne gre samo zaradi presejanja, gre tudi za vzdušje, ki ga bo ustvaril ta presejalni program. Informacije bodo šle bolj široko in kar je bistveno pri tem, se bodo mogoče moški začeli malo več učiti v tem problemu, da bodo spoznavali malo več resnice, če srce hitro laufajo. Ali pa če treba avta na servis tudi. Recimo, da se bi ukvarjali tudi s tem svojim intimnim delom življenja. Če sklepamo po učinkovanju in dosežkih programov Zora, Dora in Svit, se bo verjetno precej povečala tudi ozaveščenost in s tem tudi odzivnost. Definitivno. In te presejalne programe, ki ste jih, to nemajo vse države v Evropi. Vse tisti, ki pluvajo na zdravstvo brez potrebe, pluvajo zaradi svojih lastnih osebnih koristi, ne. Namesto da bi spodbujali, recimo. Presejalni programi so pač najbolj fini del preventivne akcije, ki zajame resnični problem, pa še še splača se, ne. Če je en rak v začetni fazi odkrit, se prihrani najmanj 10-kratnih stroškov, recimo. Če stane, recimo, ta začetna intervencija pri prostati 15.000, recimo, ne, je zdravljenje raka vseh posledic sigurno 150.000. Da ne govorim o drugih rakih, ko so že v presejalnem programu. Tam neka študija je povedala, da en od presejalnih programov, ampak ne vem kateri, da je prihranek na letni ravni 25 milijonov. Ne. To je treba govoriti, to je treba. O tem je treba govoriti, res je, doseči premike, kajti le tako se bo zmanjšala tudi stigmatiziranost tovrstnih težav, predvsem pa zadržanost moških, da bi ukrepali, kadar se tiče tudi skrbi za lastno zdravje. Ja, to ste prav. Z moškimi si treba malo več na drugačen način ukvarjati, kadar gre za bolezen. Polovico moških se odloči za intervencijo na tem področju na osnovi zahteve, pobude žene, partnerice, ne. In one opravljajo v tem postopku, v tem sistemu izredno pomembno delo. Pomembno pa bo tudi delo mentorjev, ki jih boste imeli v društvu. Glejte, mi smo, ko ti izveš, da imaš raka prostate, zmrzneš. Tudi vse tisto, kar ti zdravnik pove, se ne zapomniš, ne. Šele ko prideš domov, pa razmišljaš, kaj in kako, vendar se tisto priložnost zamudi za pogovor, ne. No, in mi, mentori ali vrstniški svetovalci, ne, ki smo to dali že skozi, naša naloga je, pa recimo, da več vemo, ker se za to usposabljamo, da vzpostavimo vez med zdravnikom ali med sistemom zdravstvenim in bolnikom, ne. Naše pojasnjevanje je bolj, ki temelji na svoji osebni izkušnji, je bolj, ima močnejše sporočilo, ne. In seveda
je ta, pa tudi na drugih področjih, saj tudi nekatera društva, ampak mi smo bili zdaj v 3 dneh prav fokusirani na to vprašanje in smo se pretežno s tem ukvarjali, kako se pogovarjati. Jaz naredim že zdaj najmanj 50 pogovorov na leto na to temo. Recimo, da sem jih v 10 letih imel ogromno že. Koliko svetovalcev pa imate trenutno v Ja, sklopu zdaj društva? nas je 10, ja, 10 nas je. Ne. Ampak manjka jih še 10, da bi jih lepo razporedili po celi državi, da bi bila to neka jedra, ne, tudi lokalnih teh iniciativ pa pobud, ne, in da bi nekako na ta način pokrivali to. Veste, številke so velike, 1600 rakov odkrijejo. Recimo, če jih bo prišlo do nas 10%, bo to že veliko. Ne pričakujem, da bodo vsi. Ampak naj se te številke kar lepo odvrtijo, kajti vsaka pomoč potem, ko jo človek enkrat prejme, je več kot dobrodošla. Moja izkušnja, raka imaš. 13 let nazaj, kva zdaj. No, dobro, jaz sem poznal zdravnika, ne. Sem ga požlušil, sem rekel, ne. Večinoma ljudi pa ne poznajo, sem pač delal v sistemu, jasno, da so ti kontakti bili že vzpostavljeni. In moraš se enostavno izobraziti in spremljati postopek in odločitvi sprejemati v zvezi s tem. In naši urologi so dobri, dejstvo je, da jih je premalo, mogli bi jih imeti 130, imamo jih, kaj svem, 80, 90, ne. Ne vem, kako je z razpisi za urologijo. Vem pa to, da pred leti, ko so bolnice izkazovale potrebe po urologih, da so se temu izognili, kot da jih ne rabijo. Ker nekaj urologov kar kroži po celi Sloveniji in opravlja vse te nujne storitve na več mestih. No, dobro, to je že druga tema, ne. Čeprav bi bila specializacija, recimo na področju urologije tudi, recimo, da imamo prav kirurge, nekaj kirurških centrov, pa obsevalni center, je jasno, kje je, ne, in da se ve, katera bolnica je tisto, ki bo upravljala kirurgijo. Skratka, izzivov ne bo zmanjkalo, kaj ne? Kakor če hočete. Recimo zdaj, ki delajo ta program, odlično smo bili seznanjeni, presejalni, ne, smo dali nekaj neposredno koristnih in uporabnih informacij, kako. Veste, čudno se sliši, ampak prvo vprašanje, kje bom parkiral, ko bom prišel na test, ne. Pa smo rekli, dajmo se zmeniti z mestom, da proste karte za parkiranje. Vsako dobo, to je močna spodbuda, bolj pa kot se bi lahko predstavljali. Ja, in to bi bila izjemna rešitev, kajti vemo, s kakšnimi težavami se bolniki soočajo, kadar potrebujejo parkirišče zaradi preiskave, pregleda, posega, tega pa ni. Ampak ta impuls, ne, s to gesto, a ste kaj to pomeni? Ogromno, ne? Ja. Sploh ljudje, ki ne živijo v mestu, saj so v stresu, preden parkirajo, ne, pa še drugo je.